Gospe in gospodje, spoštovani obiskovalci, dragi prijateljice in prijatelji Kristjana Verbiča, dober večer. Prosimo vas, da utišate svoje mobilne telefone in prisluhnete igralcu, mornarju, vojaškemu častniku, izjemnemu Lotosu Vincencu Šparovcu, ki nam bo predstavil nekaj odlomkov iz dela Kristjana Verbiča Luknja. Ne znajdem se več v tem svetu. Odobravajočih pogledov, skritih groženj in namigov za blod. Utrujen sem vsega. Večnih iskanj v močvirju pretves. Valovom se predam nocoj, me tokovi poneso seboj. To je uvodna pesem iz pesniške zbirke Luknja Kristjana Verbiča. Naslov je Konec, ampak vsak konec ima svoj začetek. Rad bi se še enkrat predstavil. Danes, tukaj, zdaj bi rad bil za vas Kuka. To je moj vzdevek iz otroških let in tako so me klicali samo najbližji. Kristjan je bil med njimi in Kristjan me še vedno tako kliče. Začetki so seveda otroštvo. Otroštvo, ki te determinira. Zdaj bi vas pa prosil, da se vsi za hip uzrete na levo stran in pogledate skozi tisto okno. In videli boste grajski grič z gradom na vrhu. In na vsojni strani tega griča sva midva s Kristjanom preživljala svoje otroštvo. Ulica na grad 8, Gornji trg 33. Grič je bil najn peskovnik, spomenik na vrhu griča najn zapik, spomenik kmečkim uporom. In obsedena sva bila od teh mož s kosami, sekerami in vilami v rokah, ki so od Gospode terjali svoje pravice. Ob priliki je Kristjan našel nekje nek trn, predvidevam, da od akacije, pa sva si na zapestjih naredila 10-letna mulca, take lukence, da so malo krvavela, sva si povezala roke in bila od takrat naprej krvna brata. Kristjan je prej začel brati in je bolje bral od mene in je seveda navlekel na kup vso literaturo od kmečkih uporov in mi predaval o kmečkih uporih in je še mene navdušil seveda. On si je nadel poslanstvo in je bil Matija Gubec, idejni vodja. Jaz sem bil Ilija Gregorič, vojščak in najina himna je bila seveda Levkup uboga gmajna in s to pesmijo sva novačila po Prulah in po Stari Ljubljani člane tega najinega odporniškega grajskega gibanja. In vedno je bil Matija Gubec, med študenti je bil Matija Gubec in zdaj nazadnje med malimi delničarji, verjamem, da je bil Matija Gubec. Najine poti so se ločile, sva pa svobodne ptice in vesel sem vsakič, ko se najine poti srečajo v letu. Želim mu vse dobro na letu. In seveda za konec še ena pesem, glede na to, da sem na ti s pomorstvom. Podmornica moja stalno naseda. Kar pomnim v remontu je moj globinomer. Med algami bredem z očmi polnimi proda, če vame obregnit vsaka sečer. Hvala. Dobrodošli. Slavnostno smo torej otvorili današnji dogodek. Lep dober večer, dragi gostje. Naj lepo pozdravim tudi vse tuje obiskovalce. Z nami so tudi tuji gostje. Let me extend a very warm welcome to our guests. The President of the World Federation of Investors and the Manager of Shareholders Association of the United Kingdom, ShareSoc,
Mr. Mark Northway. Let's give him a round of applause, please. Ja, z nami je tudi ustanovitelj in dolgoletni izvršni direktor Evropske federacije investitorjev oziroma the founder of the European Association of Investors Better Finance and the manager of the French Association of Investors, Guillaume Prache. Pozdravljamo seveda tudi predsednika avstrijskega združenja delničarjev, the president of the Austrian Association of Shareholders, Florian Beckermann. Tudi podpredsednico nemškega združenja delničarjev, the vice president of German Association of Shareholders, Christiane Hölz. In tudi rektorja Alma Mater Europea and the president of the Expert Council, da povem tudi v angleščini, dr. Ludwig Toplak. Welcome everyone, dobrodošli še enkrat vsi. Mogoče zdaj mi je padla v oči tale slika, naj povem, tule vidimo 8-letnega Kristjana, ki je aktivno delal in se pripravljal za pomoč, oziroma je že kar aktivno pripravljal igrišče leta 1978, mislim, da je bil takrat star 8 let in to so bili njegovi začetki, je tako, Kristjan? Torej, nocoj ni samo dan, ko se za nekaj časa poslavljamo od Kristjana, ki svojo dejavnostjo že 35 let bori duhove v tej naši ljubi domovini in je tudi 20 let od ustanovitve Vseslovenskega združenja malih delničarjev oziroma deležnikov. Poglejmo si najprej, kako se je vse skupaj začelo. Seveda je bil najprej Kristjan, potem pa, prosim za prvi video. V desetletju prehoda v novo tisočletje je Slovenijo zajelo burno posttranzicijsko obdobje. Privatizacija in konsolidacija podjetij, ob razdrobljenem lastništvu, po certifikatskem prehodu v novo družbeno-ekonomsko ureditev, ko so vsi državljani postali lastniki delničarji, je 100 tisoče teh ostalo brez ustreznih informacij ter vsakršne zaščite njihovih pravic in interesov. In ne bomo dovolili, da se en sam glas in ena sama delnica ne upošteva od ljudi, ki so nam zaupali svoj glas. To praznino in nemoč je prepoznala civilno-družbena pobuda s protagonistom magistr Kristjanom Verbičem, ki je avgusta 2005 z javnim pismom o nameri hitro in spontano prerasla v gibanje ter na občnem zboru novembra 2005 vzpostavila konstitutivni izvršni odbor Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Formalno registriran februarja 2006 je VZMD deloval kot odprto, neodvisno, neprofitno društvo, zavzeto za zaščito pravic malih delničarjev, ne kot lobi, temveč kot glas pod sloganom Združeni skupaj zdaj. Pri intenzivnih prizadevanjih za izboljšanje položaja malih delničarjev so se v VZMD soočili z nedotakljivimi, netransparentnim upravljanjem, iztisnitvami, neizplačili dividend, spornimi prevzemi in zevajočimi zakonskimi prazninami. Združenje je kmalu nastopilo tudi na skupščinah največjih slovenskih podjetij kot edini zagovornik razpršenih lastnikov, zbiranjem pooblastil, nasprotnimi predlogi, izpodbojnimi tožbami in sodnimi postopki. Bili so začetki, ko je bila prisotnost VZMD praktično edini način, da se male vlagatelje oziroma državljane postavi v vlogo soodločevalcev. Leto 2013 je pretreslo slovenski kapitalski trg in izničilo zaupanje vanj. Z izbrisom podrejenih obveznic in delnic 6 slovenskih bank je bilo razlaščenih preko 110 tisoč individualnih vlagateljev, posredno prizadetih pa več kot 500 000 državljanov, pa tudi številni institucionalni in tuji vlagatelji.
V VZMD so nezaslišane izbrise opredelili kot rob stoletja ter nemudoma pričeli z organiziranjem prizadetih in oškodovanih, sodnimi postopki ustavne presoje, odškodninskimi tožbami, kazenskimi ovadbami, mednarodnimi pritiski. Ob obeležitvi desetletja obstoja je VZMD uvedel še eno revolucionarno in izvirno rešitev – delniško oporo. Civilno družbo, ki je že preko 7000 malim vlagateljem omogočila ohranitev imetništva vrednostnih papirjev ob hkratnem aktivnem ščitenju njihovih pravic in interesov. Nastala je kot odgovor na sistemsko ukinitev brezplačnih registrskih računov iz certifikatskega lastninjenja preostalih blizu 240 000 državljanov in še danes predstavlja najbolj racionalno možnost za male vlagatelje. Že kmalu po ustanovitvi so v VZMD pripoznali izjemen pomen mednarodnega sodelovanja. Samo v nekaj letih je predsednik magister Kristjan Verbič uspel doseči polnopravno članstvo v najpomembnejših področnih združenjih ter vzpostavil neposredne in prijateljske stike z najvišjimi predstavniki 75 sestrskih asociacij širom Evrope in sveta. Tako je VZMD že leta 2008 v Ljubljani pripravil skupno srečanje Evropskega združenja delničarjev in Svetovne federacije investitorjev, leta 2012 pa največje srečanje predstavnikov vlagateljev v svetovnem merilu. Takrat je bila sprejeta Ljubljanska deklaracija, s katero so ustanovili Evropsko federacijo investitorjev in uporabnikov finančnih storitev Better Finance, ki danes združuje 5 milijonov individualnih vlagateljev iz celotne Evropske unije. Odtlej je bil magister Verbič 4-krat izvoljen za člana izvršnega odbora, namesto člana odbora direktorjev pa je izvoljen še v Svetovni federaciji investitorjev. Zadnja leta je aktiven tudi pri Evropski komisiji, v strokovni skupini uporabnikov finančnih storitev, pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge oziroma regulatorju in nadzornikov finančnih trgov Evropske unije ter številnih drugih vplivnih institucijah in združenjih. Vzporedno z intenzivnim delom doma je VZMD močno razvil mednarodno vpetost in prisotnost ter od vzpostavitve svojih poslovno-investitorskih programov Investu Slovenija in International Investors Network izpeljal preko 80 odmevnih mednarodnih turnej v več kot 50 državah na 5 kontinentih ter aktivno sodeloval in organiziral blizu 200 investitorskih in poslovnih konferenc. V 10 letih je VZMD iz civilne pobude zrasel v vplivno, strokovno podkovano in mednarodno vpeto institucijo, ki je predano ohranjala zavezanost poslanstvu, ustvarjalnost in neodvisnost, brez proračunskih in sistemskih virov, brez podpore v politični sferi, vselej odprto za ljudi, argumente, nove zamisli in njihovo uresničevanje z zavidljivim delovnim elanom. VZMD. Združeni, skupaj. Zdaj. Združeni skupaj z magistrom Kristjanom Verbičem, ki je seveda nocoj naš gostitelj, zato ga bom kar lepo povabila na oder. Kristjan, pridruži se mi. Kristjan, morda za začetek povej našim obiskovalcem, kako se počutiš? No, nekajkrat sem seveda videl ta film, ki ga je Janko pripravil posebej za to priložnost, kot še 2 oziroma 3 druge, nekaj krajši bodo in sem predvsem ponovno ginjen. Upam, da tudi vam ni bilo dolgočasno, skušali smo nanizati in nekako strniti to, kar se je v teh 20 letih odvijalo. Sicer pa kako se počutim, seveda izjemno odlično, ker imam priložnost biti s prijatelji, sodelavci, z ljudmi, ki so in ste pripomogli k temu, kar je bilo ustvarjeno v vsem tem času. En aplavz, prosim. Hvala. No, po 20 letih dela v Vseslovenskem združenju malih delničarjev oziroma deležnikov pa se je gospod Verbič odločil, da bo podelil zahvale najbolj zaslužnim posameznikom, ki so ustvarjali zgodbo Vseslovenskega združenja. Torej, kdo so
nagrajenci. Kdo prejme nagrado? Janja Žlogar, piano, dolgoletna predsednica sveta za dolgoletno požrtvovalno vodenje najvišjega organa neprofitnega zavoda, s čimer je zavidljivo predanostjo, modrostjo in načelnostjo neprecenljivo prispevala k uveljavljanju pravic in interesov malih delničarjev in deležnikov ter so ustvarjale vključujoče gospodarsko okolje v Republiki Sloveniji, Evropi in širše. Malce več energije, dame in gospodje. Tudi trenutek za fotografiranje. Bi povedali še kaj sami, kakšna beseda mogoče? Hvala, tudi jaz se zahvaljujem Kristjanu, da sva skupaj 20 let sodelovala. Večkrat je bilo prijetno, veliko je bilo tudi izzivov, ampak tako je v življenju, ne? Hvala. Nagrado prejme tudi dolgoletni član sveta Miro Zupančič za dolgoletno članstvo v najvišjem organu neprofitnega zavoda Vseslovenskega združenja, s čimer je zavidljivo predanostjo, modrostjo in načelnostjo neprecenljivo prispeval k uveljavljanju pravic in interesov malih delničarjev in deležnikov in so ustvarjali vključujoče gospodarstvo okolje v Republiki Sloveniji, Evropi in širše. Bi mogoče povedali tudi vi kaj, gospod Zupančič? Ja, mogoče samo to, kar je že Janja rekla. V glavnem je bilo prijetno sodelovati. Še trenutek za fotografijo. Skupinsko prosim, če stopite še zraven. Hvala lepa. Lahko se usedete, ja? Naslednje priznanje prejme dr. Ludvik Toplak, prav tako za neprecenljivo pomoč in podporo pri rasti in krepitvi Vseslovenskega združenja malih deležnikov in široka strokovna naziranja, bogata osebna izkustva pri najpomembnejših strateških odločitvah, kakor tudi smele nasvete pri najbolj kompleksnih, neposrednih in operativnih usmeritvah in ravnanjih združenja. Torej, dr. Ludvik Toplak, prosim en aplavz. Mikrofon za besedo, bi kaj povedali? Dragi Kristjan, hvala za spodbude, hvala za sodelovanje, hvala za prijateljstvo, želim s dobro voljo naprej. Hvala. Še eno nagrado bomo podelili last but not least, to bo Janko Badovinac, režiser, scenarist, montažer, snemalec, govorec, vodja in Motorshow TV. Za izjemne dosežke, neprecenljivo vztrajnost in strpnost, najbrž tega ni pričakoval, o pionirskem pilotskem vzpostavljanju študentske televizije šov v letih 1992 do 1995. Tako da... Ja, Janko tega ni pričakoval, zato ima verjetno še kje kamero v roki, tako da prosim, Janko. Mogoče bi tudi Janko kaj povedal? Ja, bilo je, ja. Sej veste, bilo je, ja. In 3 pikice. Mislim, da je s tem povedal vse, tako da lepa hvala. Še en krepek aplavz za vse nagrajence, lepo prosim. Z nami pa je še en prav poseben gost, ki ga najbrž ni treba posebej predstavljati, to je seveda Peter oziroma Pero Lovšin, tako da ga vabimo kar na oder. Pero, kar malo bolj poskočno. Kristjan, kdaj sta se vidva s Petrom spoznala? Lahko malce poveš.
Mi dva praviloma rečeva, da sva kamerata študentskih barikad, torej vsaj 35 let od projektov osveščanja, ki smo jih imeli glede varne spolnosti, glede proti zlorabi drog, pankrtov za Predvsem varne. Tako je. Predvsem varne, ampak bistveno je bilo, ko Kristjan enkrat reče, imamo en predlog, ker smo takrat smo iskali vodilne v državi, imamo en predlog, pankrti za predsednika. Tako da od takrat naprej Kristjan prijatelj. Čeprav pankrti bi bili slabi predsedniki. Seveda pa je Pero z nami tudi zato, ker bo pel, ampak Pero, si bil tudi ti mali delničar? V srcu zmeri. V srcu sem, pa tudi ko sem bil majhen, tako da. Delničar sem predvsem vaših src. Tako da v to investiram, to mi je glavna investicija. Bravo, Pero. In tle smo se najdeli skupaj. Bravo, Pero, pa hvala za vso to podporo vsa ta leta. Z veseljem, ker vidim, vem, da je to podobna borba, kot smo jo mi, neodvisnost, svoboda, žur in tako naprej. Pero, kar ostani na odru, zavzel ga boš, kot znaš samo ti, dragi prijatelji in prijateljice, Pero Lovšin in mali delničar. Mali delničar. Tako kot ob petkih kolesar, bori se vsak dan mali delničar za pravico, za lastnino, zase in za domovino. Bori se z banko in sodnijo, da ustavi ukradeno gostijo. Bori se sam in ko se združi, da cilju skupnem lažje služi. Bori se kot kmet in kot vladar, ne da se mali delničar, ne preda se kar tako, ne bo šlo tako gladko. Ja, taka je ta stvar, mali delničar gre po svoj denar. Ja, taka je ta stvar. Takoj, ko napade Janičar, vrne žogo mali delničar. In čeprav država ne pomaga, pride dan, ko gladko zmaga. Ko zlorablja se ustava, uporabi vladavino prava. Ne zlomijo ga udarci nizki, ne kloni pred pritiski. Bori se kot kmet in kot vladar, ne da se mali delničar, ne preda se kar tako, ne bo šlo tako gladko. Ja, taka je ta stvar, mali delničar gre po svoj denar. Ja, taka je ta stvar. Bori se kot kmet in kot vladar, ne da se mali delničar, ne preda se kar tako, ne bo šlo tako gladko. Ja, taka je ta stvar, mali delničar gre po svoj denar. Ja, taka je ta stvar. Peter, kar ostanite z nami na odru, Peter. Ne beži, na oder sedaj ponovno vabim Kristjana Verbiča, ki ima za Perota čisto posebno presenečenje. Pa poglejmo kakšno. S tem presenečenjem je tako, da je morda za vas to presenečenje, za Perota ni več, kajti midva sva že ob tem, ko je predstavil na novinarski konferenci svoj singel z nove plošče Za 100 let naprej, hkrati pa tudi najavlja biografijo, prejel sponzorski avto od mene in se zdaj z njim že pripeljal v Cankarjev dom, lahko si ga ogledate spodaj pred vrati. Pero, si zadovoljen? Ključ je tukaj. Turneja bo dolga, prav bo prišlo. Hvala, Kristjan. Z veseljem. Vseslovensko združenje malih delničarjev oziroma deležnikov je pod vodstvom magistra Verbiča delovalo prvih 10 let in postalo pomemben akter v Sloveniji. Sedaj si bomo pogledali drugo desetletje delovanja. Smo pripravljeni? Pa dajmo.
V 10 letih delovanja in prenekaterih izzivov se je VZMD uveljavil kot glas malih delničarjev. Pričelo se je obdobje, ko je bilo na vseh ravneh treba zaščititi, okrepiti in poglobiti ustvarjeno. VZMD je v svoje drugo desetletje stopil z istim predsednikom in ustanoviteljem ter z izjemnimi izkušnjami iz preteklosti in smelimi zavezami za prihodnost, z istim poslanstvom v precej spremenjenem svetu. Skozi drugo desetletje je eno od stičišč pomembnih mednarodnih dogajanj, pri katerih je VZMD aktivno sodeloval, vsebinsko, organizacijsko in simbolno, tradicionalna udeležba na Blejskem strateškem forumu, kjer se vsako leto srečajo voditelji držav, gospodarstveniki in ključni odločevalci, preko sodelovanja s poslovno šolo IEDC, vse do organizacije mednarodne investitorske konference pod sloganom Invest in the Future, enega najodmevnejših dogodkov za poslovno in investitorsko skupnost v letu 2021, ko je VZMD na Bled pripeljal več kot 120 najvidnejših predstavnikov z vsega sveta. Pa tudi sicer je predsednik VZMD na Bledu pogosto gostil ugledne mednarodne predstavnike. For better world, for friendship and love, okay? Leta 2016 so se delavci Luke Koper uprli stopnjevanim pritiskom in poskusu političnega poseganja v upravljanje pristanišča. VZMD je tudi ob shodu Vstali smo, vstala bo vsa Slovenija zbiral pooblastila zaposlenih malih delničarjev in na skupščini delničarjev podprl njihova prizadevanja. Magister Verbič je nagovoril tisočere protestnike na koprskem Titovem trgu ter poudaril pomen odgovornega upravljanja skupnega državnega premoženja, preglednosti in zaščite interesov vlagateljev, ki morajo biti skupni ali združljivi z interesi delavcev. Mednarodna poslovno-investitorska programa Investo.SC in Investo International sta v drugem desetletju dosegala nove razsežnosti. Slovenskim podjetjem in investicijskim projektom sta omogočila aktivno prisotnost na največjih gospodarskih dogodkih v svetu, vključno z Expo, Federacijo evropskih borz, EBAN, CIFA, OECD, Eurofi in drugimi. Eden od tozadevnih vrhuncev je gotovo nastop magister Kristjana Verbiča na Svetovnem kongresu prava v Palači Združenih narodov v New Yorku, kjer je kot edini govorec iz Slovenije sodeloval na osrednjem panelu Anti-Corruption Links to Organized Crime. Med drugim je predlagal vzpostavitev Mednarodnega protikorupcijskega sodišča v Sloveniji. Kongres je organiziralo Svetovno združenje pravnikov s posebnim statusom pri OZN ob njihovi 60-letnici. V okviru širše svetovne turneje je magister Verbič takrat v enem zamahu obiskal Ho Chi Minh, Hanoj, Singapur, Bruselj, Helsinke, Seul, San Francisco, Los Angeles in New York ter se zatem neposredno udeležil še zasedanje Svetovne federacije investitorjev v Gentu in gospodarske delegacije s predsednico Republike Slovenije v Bukarešti. Zatem pa odpotoval na skupščino multinacionalke Ferrovial v Madridu, se sestal z njenim vodstvom in se udeležil foruma evropskih regulatorjev ESA's Consumer Protection Day. Kot zanimivost, na ulicah Los Angelesa in New Yorka je magister Verbič med drugim nagovoril stavkajoče ameriške igralce in scenariste ter jim izrazil podporo tudi v imenu slovenskih filmskih ustvarjalcev. Let's go on with this fight and finally I believe that results will be there. Tudi šport je v drugem desetletju postal ena od vstopnih točk za predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih prizoriščih. VZMD je s svojimi poslovno-investitorskimi programi skupaj s partnerji vzpostavil model povezovanja športa in posla, ki se je izkazal za izjemno učinkovitega. Tako je leta 2015 sodeloval pri vzpostavitvi slovenskega središča ob svetovnem rokometnem prvenstvu v Katarju, kjer se je ponudila izjemna priložnost za promocijo slovenskih podjetij in krepitev gospodarskih povezav v arabskem svetu. Podobno vlogo je imel VZMD že leto zatem v poljskem Vroclavu, kjer je ob evropskem prvenstvu v rokometu spet sodeloval pri pripravi slovenskega središča iFeel Slovenija. V sodelovanju z Rokometno zvezo Slovenije, Spiritom, Slovensko turistično organizacijo in drugimi je bil organiziran poslovni forum, B2B srečanja ter predstavitve podjetij.
VZMD in magister Verbič sta bila zatem dejavna še na Evropskem rokometnem prvenstvu v Zagrebu, pa pred svetovnim nogometnim prvenstvom v Braziliji, ko je s slovensko reprezentanco in gospodarsko delegacijo obiskal tudi Argentino in Urugvaj, lani pa v izjemni slovenski hiši ob olimpijskih igrah v Parizu ter tekmah košarkarskega asa Luke Dončića v Dallasu. Tudi sicer se je magister Verbič v zadnjem desetletju po povabilu organizatorjev pogosto udeležil gospodarskih delegacij ob uradnih obiskih najvišjih slovenskih predstavnikov. Ob koncu drugega desetletja delovanja se je prizadevanjem VZMD pridružila še Zveza potrošnikov Slovenije. Najprej v projektu Halo operater Bodi Fair, s katerim so sprožili kolektivne odškodninske tožbe proti 4 največjim telekomunikacijskim operaterjem. Gre za pomembno širitev delovanja VZMD tudi na področje potrošniških pravic, skupinskih tožb ter sodelovanje še z drugimi civilno-družbenimi akterji. Drugo desetletje delovanja VZMD je utrdilo njegov izjemen pomen in družbeno vlogo. Od malega, negotovega glasu v skupščinski dvorani, do vabljenega sogovornika in upoštevanega odločevalca tudi v širšem evropskem in mednarodnem prostoru. VZMD danes ni več le glas malih delničarjev, ampak ena osrednjih institucij civilne družbe. Vizija ostaja. Zavzeta zaščita pravic in svoboščin posameznika, uravnoteženo in odgovorno odločanje o gospodarstvu ter družbi nasploh, nenehno prizadevanje za boljši položaj posameznika in skupnost, odprto, transparentno in domišljeno oblikovanje stališč, izvedbenih načrtov in delovanja v skupno dobro. VZMD. Združeni, skupaj, zdaj. V letih obstoja je Vseslovensko združenje malih delničarjev oziroma deležnikov z nekaterimi podjetji vzorno sodelovalo. Med podjetji, ki pa so vzorno delovala tudi kot malim delničarjem, prijazna družba pa je tudi delniška družba mednarodnega pomena, ki jo poznamo vsi, naša Krka. Prosim gospoda finančnega direktorja Krka d.d. Braneta Kastelca, da se mi pridruži na odru, na oder pa vabim tudi, dovolite mi, da to povem v angleščini. I would kindly also like to invite Mr. Mark Northway, Chairman of the World Federation of Investors, to join me on the stage, please, because Mr. Northway will award the prize. Zakaj torej dobi Krka nagrado za zgledno prakso vključujočega odnosa do malih delničarjev, dolgoletno stabilno rast, preglednost pri poslovanju ter zanesljivo in stimulativno dividendno politiko, s čimer Krka že vrsto let utrjuje svojo vlogo vlagateljem najbolj prijazne družbe v Sloveniji in širše. Mark will only award the prize, so yes, this was a misunderstanding. Mark is only awarding the prize to Mr. Brane Kastelec. In due course. Krka is a company with 41.5% retail share ownership. It has been recognised 4 times in a row for outstanding investor relations at an investment conference organised by the Ljubljana and Zagreb stock exchanges. This award recognises the company's commitment to transparent and fair communications with shareholders and analysts. Krka ensures that significant business events and performance results are clearly communicated, making its stock a key entry point for both domestic and international investors. Congratulations, Mr. Kastelec. Sedaj pa bom nekaj besed povedal tudi gospod Brane Kastelec. Seveda vas ne bomo tako hitro spustili z odra. Thank you very much. Really, on behalf of our President and Chief Executive Officer, Mr. Colarič, who is unfortunately not with us this evening. That's why I'm here, you know. In the name of 13,000 employees
of the Krka Group worldwide. Yeah. May I say a few words in Slovenian language as well? Yeah, thank you. Torej, predvsem pa bi se rad gospodu Verbiču in VZMD-ju, ki ga je dolga leta vodil, zahvalil v imenu več kot 47,000 malih delničarjev Krke, ki že leto za letom pobirajo sadove nasvetov gospoda Verbiča, njegovih usmeritev, njegovih spodbud, predvsem na področju transparentnosti, poročanja družbe, na področju enakomernega obveščanja delničarjev, tudi malih delničarjev in seveda na področju dividendne politike Krke. Sodelovanje se je začelo, kot se pa začnejo sodelovanja med dvema, da rečemo, poslovnima partnerjema, deležnikoma, vendar je hitro preraslo v znanstvo in kasneje v prijateljstvo, tako da upam in verjamem, gospod Verbič, da bosta Krka in vi še naprej sodelovala, tudi če morda v neki drugi vaši vlogi. Hvala lepa. Ostanite na odru, stay on the stage for a couple of photos, please. Yes. Kdo bi si mislil, da tam daleč zahodno od Afrike v Atlantskem oceanu obstaja otočje, ki je pomembna skupna točka našega slavljenca Kristjana in naslednjega gosta, ki je tam preživel skoraj 20 let svojega življenja. Njune poti so se sicer križale že zdavnaj pred tem, srečanja in druženja na Tenerifu pa so prijateljstvo še poglobila in poglabljala. Tako ni naključje, da je naslednja umetniška kreacija, ki jo posveča svojemu dolgoletnemu prijatelju, nastajala tudi tam doli. Govorim seveda o Dominiku Kozariču, en aplavz zanj. Povabimo ga seveda tudi na oder. Kje se skrivaš, Dominik? Torej, ne pozna ga samo Kristjan, sprašujem se pravzaprav, kdo ga ne pozna. Če nismo ravno živeli pod kakšno skalo, ga seveda moramo poznati. Res pa je, da že dolga leta ni bil prisoten na slovenski sceni, so pa njegove pesmi odmevale na zabavah v 90-ih in verjetno marsikje odzvanjajo še danes. Dominik, je tako? Je tako. Dajte gospodične en velik aplavz, lepo prosim. Ker ta govor, ki ga je imela ravno kar me je ganil do solz. Ampak jih ne smem pokazati, se veš kako je. Bova uredile potem za odrjo. Ja. Povej, Dominik, odkot se vidva s Kristjanom poznata? Je to iz sveta delničarjev? Ja, midva s Kristjanom se poznava od vse posod. V bistvu ta prvič so se srečala pred približno 30 leti, kar še ne pomeni, da sem ful star, ne. Vse 30 let ni veliko. So se srečala na njegovem rojstnem dnevu, ki me je prijazno povabil, če bi zapel za njegov rojstni dan Manuelo, če se ne motim, ne. Verbičev oder, a je bilo pred 30 leti ali je bilo to pred 25 leti, se ne vem več. Zdaj si mene postavil, Dominik, pred 25 leti. A 25, ok, 25 let nazaj, dajte mu en aplavz, ki se spomnim, a še zmer dober spomin. V bistvu sem te sam preskušal, kako imaš dober spomin. Dominik, Kristjanu si po skoraj 25. Potem so se družila na Tenerifu, na Tenerifu je bil pa nevede tudi moj mentor. Še en aplavz, prosim, za mojega mentorja. Gospoda Kristjana Verbiča. Tako, Dominik, Kristjanu si po skoraj 25 oziroma 30 letih tišine v slovenskem glasbenem prostoru posvetil prav posebno pesem, je tako? Je tako, no, priznam. Povej, za katero gre. Igral je pošteno. Zdaj jo boste slišali. Spoštovani dame in gospodje, Dominik Kozarič in, bomo rekli sedaj, novo, stara uspešnica, igral je pošteno.
Dajmo roke gor. Oh yeah. Hvala. Podočni prsten zdaj namenil, tlele, prleto. Ja, to. Še en aplavz, prosim, za Dominika Kozariča in igral je pošteno. Na oder pa bi sedaj povabila legendo slovenskega napovedovalstva in glas, ki ga poznamo vsi iz dokumentarnih filmov, oglasov in Radia Slovenija. Nihče drug kot gospoda Ivana Lotriča, ki nam bo prebral nekaj odlomkov iz Luknje. Gospod Lotrič, prevzemite oder. Dober večer. Kako naj človek še kaj izdavi pravzaprav po tako vzneseno prijazni napovedi? Hvala, Vesna. Torej, 5 pesmi iz že omenjene zbirke Luknja Kristjana Verbiča. 22.3.1989. Nad. Izsrkal vas bom s temi pogledi skritimi v bežnost in nečimrno brkljal po njih. Dokler v samovšečni nasladi objestno ne podsuzam ostanka, da ga končno sikom med zobmi izpljunem. Štirinajstega 1989. Ko stopiš skozi velika vrata, obokana, okovana in škripajoča, ki ti čas nasproti jih prineso, vedno na fotografijah boš le nasmejanše. In vsakdo je prepričan, da prvi je in edini, ki prag prestopa. Praga pa sploh ni, saj pod koraki je pre mnogih že izginil davno. Jaz zmerom bom med vrati stal, čeprav prepih me biča, pa čeprav strani obeh me stiskajo med vrata, jaz zmerom med vrati stal bom. Škrip! Tako piše. 11.11.1988. Kam naj poniknem z vsemi temi neubogajočimi voznimi redi? V stisku zob jih obžalujem, brezglava krila zmotnih strun. Tam nekje v prepadih ušes prebodejo spanec in ga zapolnijo s sodbo. 2.6.1988. Izlet na tvoji leteči preprogi. Nadahnjena z odsevom nadzemske miline v očeh, puščaš moje mravlje, da se izgubljajo v tvojih laseh. In godi ti, ko skačejo v med, vse opite v strasti, ker veš, to jim zadnje je. Utopijo se v krču stiska slasti. K meni umakaš prste svoje, oblizuješ jagodje z njih. Kot nosi me preproga tvoja skozi viharni ta prepih. Ječi ježa pod mano, stiska galopa zobe, nevihta mi nad glavo sika in v plamene ovija me. In ta je zadnja, 12.4.1988 in zelo kratka, naslov je pa malo daljši. Podivjani gaj podplatne kože. Dolgo,
predolgo želel sem te. Zdaj želim le, da bi spet si te poželel. Hvala lepa gospodu Lotriču. Spomnim se, da sem ga še kot čisto majhna deklica poslušala in si vedno mislila, da me ničesar ne moti v njegovi dikciji in izgovorjavi, zato sem si seveda lahko zapomnila več stvari. Gospod Lotrič, hvala lepa, rekel oziroma opisal me je z besedami oziroma s pridevnikom vznesena, všeč mi je. Hvala lepa. No, v letih, ko je Ivan Lotrič že zapustil Radio Študent in bral poročila na televiziji Slovenija, je Kristjan Verbič začel svojo pot na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Prepustimo sedaj besedo in oči naslednjemu filmčku. V zgodnjih 90-ih je študentsko gibanje v Sloveniji doživljalo korenite spremembe. Med ključnimi akterji tega obdobja je bil Kristjan Verbič, nadvizionar, ki je s prodornim žarom, načelnostjo in družbenim angažmajem vzpostavljal novo smer delovanja študentske skupnosti. S tem bomo mi pripeljali dol vse medije, od senilnega zdravo do ne vem kjerga vsega, vsi bojo tam dol prisotni, razumeš? Njegovo delo ni bilo politično, ampak predvsem ustvarjalno, domiselno in sistemsko, usmerjeno v vsestransko izboljšanje življenja študentov. Za zdravje. Niglič Šprica. Pričelo se je leta 1991 z izvolitvijo za poslanca študentskega parlamenta, ki je z inovativnimi predlogi hitro izzval odziv takratnega vodstva ŠOU ter bil kmalu imenovan za svetovalca predsednika študentske vlade magistra Tomaža Erzarja. V naslednjem mandatu 92-93 je bil izvoljen za predsednika študentske vlade, kjer je vodil neodvisno politiko in številne projekte, ki so bistveno spremenili študentski vsakdan. Sistemsko je to prineslo organiziranost na državni ravni, kakor tudi ravneh fakultet, interesne organiziranosti, lokalnih študentskih klubov in podobno. V ta namen so bili zagotovljeni obsežni in avtonomni viri financiranja iz naslova študentskih servisov, posebej po uveljavitvi zakona o skupnosti študentov, ki so ga pripravili na ŠOU sami ter ga neposredno vložili v državni zbor. Podobno so dosegli z ureditvijo zdravstvenega varstva za študente, ki je ostalo ločeno od siceršnjega zdravstvenega sistema. V teh letih je Kristjan Verbič zasnoval tudi aktivno študentsko skupino Lista odprtih oči, ki je delovala na vseh ljubljanskih fakultetah, hkrati pa je dejavno podpiral vzpostavitev in povezovanje lokalnih študentskih klubov v Zveza Škis. Eden bolj odmevnih projektov tega obdobja je bila uvedba prvih kondomatov v Sloveniji, nameščenih po fakultetah, študentskih domovih in klubih. Hkrati so potekale številne kampanje za osveščanje o varni spolnosti. Projekt je v delu konzervativne javnosti naletel na kritike, a je pomenil velik korak pri odpravi tabujev in to zadevno bolj odgovornemu vedenju mladih. Kristjan Verbič je v začetku leta 1992 zasnoval in uveljavil povsem nov sistem subvencionirane študentske prehrane, ki je še danes unikaten v svetovnem merilu. V sodelovanju z gostinskimi obrati in sprva ob dodatni subvenciji ŠOU, ki jo je kmalu nadomestila izpogajana državna subvencija, z nove, temu namenjene proračunske postavke, je bila kakovostna hrana v praktično vseh gostinskih lokalih dostopna vsem študentom. Ta sistem, danes digitaliziran, ostaja eden ključnih temeljev študentskega standarda ter možnosti študija tudi za socialno šibkejše in izven univerzitetnih središč.
je šov omogočil nakup bona poceni. Hvala šovu. Med njegovimi pobudami je bil tudi projekt Show TV, ki je omogočal študentom ustvarjanje in spremljanje videovsebin. Med odmevnejšimi dogodki tega časa so bile prireditve Pankarti za predsednika v Rožni dolini, šov proti zlorabi drog na Kongresnem trgu, šov na Dravi, Dan mladosti 25. maja 1993 v prepolnih Križankah, s katero so se simbolično poslovili od nekdanjega dneva mladosti skozi nov, neideološki in sproščen pristop. Tisti, ki je na številko 4973, se bo vozil v teči zastavi 101. Pod Verbičevim vodstvom so se odvijali številni koncerti, literarni in gledališki večeri, športne, mednarodne, kulturne in družbeno angažirane prireditve. V tistem času je šov poskrbel za študente prebežnike iz vojnih področij nekdanje Jugoslavije. Študenti iz Sarajeva pa so imeli na Kersnikovi 4 celo svojo pisarno, omogočeno nadaljevanje študija na Univerzi v Ljubljani, bivanje v študentskih domovih in dostop do bonov za študentsko prehrano. Leta 1993 so se slovenski študenti prvič udeležili univerzijade. Delegacijo v ameriški Buffalo pa je vodil Kristjan Verbič. Z osupljivim delom in predanostjo je Kristjan Verbič pustil pečat v študentski skupnosti. Njegova prizadevanja za izboljšanje študentskega standarda, kulturno udejstvovanje in družbena angažiranost so zaznamovala obdobje in postavila temelje za prihodne generacije. Njegova pot se tu ni končala. Iz študentske politike je svojo vizijo prenesel še v širšo družbeno in ekonomsko sfero, kjer je postal eden najglasnejših zagovornikov malih delničarjev, pravic posameznika in interesov skupnosti. Hvala lepa. Dajmo še en aplavz, prosim, lepo za našega Kristjana. Mislim, da zadržuje solze. Na oder sedaj vabim filozofa, igralca, retorika in performerja, nikogar drugega kot gospoda Petra Mlakarja. Večkrat sem ga zasledila tudi v lovski opravi. Glede na to, da sem tudi sama lovka, bi mu mogoče lahko potem rekla tudi lovski tovariš v zeleni bratovščini, ampak mislim, da ne gre po tej liniji. Gospod Peter Mlakar. Ko sem prej gledal tole, mislim, tele stike Kristjana s politiki našimi in tujimi, svetovnimi in slovenskimi, sem rekel, no, manjka samo še srečanje s papežem, ki bi rekel takole, ne, prej bo šel velblod skozi Šivankino uho kot bogatin v nebeško kraljestvo. Gospe in gospodje, sla pomoči je neustavljiva. Denar, bogatstvo sta elementa te moči. Zdi se, da človekova narava ne more drugače. Človekova narava, ki je del resnice sveta. Njegova resnica pa je končnost. Na koncu torej ne moč. Za nas je to smrt. Denar je zato, da so telesne potrebe fit. A če hočemo materialno več in več, nas pogoltne obup. Ker je snovno finitnost, telesno pa je njegovo, zato gonjanje za večni še ni enako nenasitnosti seksualne sladkosti, ki dviga, marveč padanje v brezno pokončanja.
strast fizičnega bogatenja v svoji idealni formi servira razcefrane mišice, razmetano človeško drobovje, razsekane otroke, odsekane glave, vojna, kri, ali pa obupano, do konca izvotljeno eksistenco, ki ne ve, kaj bi sabo. Ne bodimo sužnji pohlepa, ker je to igra princa smrti z nami, njegova zabava je naše izničenje ali večno mrcvarjenje. V njem Satan uživa. Grmadenje materialnega bogatstva je delati na tem, kar snov je, razpad na osnovne kemične elemente in potem nič. Samo egoistični interes po materialnem bogatstvu je torej predikacija mrtvega, je lastno zgnitje, je končna, odpravljiva forma duha, neskončna pa mu je ušla. Neskončna, ki je sila ekstatične ljubezni, enakosti in svobode. Svetovljanski Peter Mlakar, čigar glas se sliši tudi zunaj obronkov naše dežele, tudi mednarodno, in z nami so seveda tudi mednarodni gostje tukaj z nami. Zato mi dovolite, da mednarodno okolje, v katerega je naš Kristjan Verbič popeljal vse slovensko združenje malih delničarjev, predstavimo oziroma proslavimo tudi na nocojšnjem odru. Za začetek bi povabila Kristjana kar na oder, ker bo podelil 2 nagradi. So, distinguished international guests, we would like to honor you for the excellent cooperation. Na odru se mi bo pridružil predsednik Svetovne federacije investitorjev in direktor Združenja delničarjev Združenega kraljestva, ShareSoc, Mark Northway. Could you please join me on the stage, please? Poleg njega pa tudi ustanovitelj Evropskega združenja vlagateljev Better Finance in direktor francoskega združenja investitorjev in varčevalcev FIDE, Guillaume Prache. Mr. Prache, please join us on the stage. Kindly welcome. Trenutek samo za sliko. Prevzel, ja, in še enega za govorca. En mali dramaturški moment. In recognition of outstanding contribution, Mark Northway, long-time president of the World Federation of Investors, for the long-standing leadership of the World Federation of Investors, which raises awareness, educates, and strengthens the role of small shareholders and investors in the global environment, while also promoting international cooperation in efforts to enhance transparency and fairness in global capital markets. Please, Mark. I've prepared a song. No, I just wanted to say that it's been a delight and an honour to be here. You have friends in shareholders associations all around the world, and those associations owe you a deep debt of gratitude. Thank you, Christian. Thank you very much, Mark. Thank you. So again, in recognition of outstanding contribution, torej v slovenščini seveda za izjemne dosežke, Guillaume Prache,
founder and longtime executive director of the European Federation of Investors and Financial Services Users, Better Finance. 4, conceiving, establishing and leading the European Federation Better Finance for over 15 years, an institution that remains the only independent advocate for nearly 5 million individual investors in the EU, effectively uniting them and advancing their rights and influence at the highest level. Please come, thank you. Thank you. Hmm. 15 years, you said. It's less than 20 years what you did at VZMD. But I'm still at Better Finance. What I can say, I'm still there, but with less sparkles at Better Finance after you are leaving. And yeah, it would not be the same, and Better Finance has not achieved all what you mentioned alone. It was with people like you, and especially like you, so I will miss you very much. Thank you, Guillaume, but we definitely will see each other, meet each other. We are friends, and it's not necessary just in formal matters or level of the institutions. So I'm looking forward to have even more time to enjoy our sincere friendship. Merci beaucoup, Monsieur Prache. Sorry, excusez-moi. So yes, these were two extinguished guests, Guillaume Prache and of course Mark Northaway. Give us another round of applause for the two guests that were awarded with the prize. Sicer pa Kristjan, danes je tvoj dan, nocoj je tvoj večer in čas je, mislim, da je skrajni čas, da oder za nekaj minut prepustimo tudi tebi, tako da izvoli. Ja, hvala lepa. Ponovno lepo pozdravljeni, ljube prijateljice, dragi prijatelji, podporniki, sodelavci vsa ta leta. 35 let torej izdatnega angažmaja v javni sferi, preko slej tudi z neposrednimi učinki za skupnost. Mi je ves ta čas vselej dajalo moči za to, da sem vztrajal tudi v tem, kar sem počel zadnjih 20 let. Ni bilo enostavno, začetki Vseslovenskega združenja malih delničarjev v času, kot ste slišali, pravzaprav nedotakljivih, nikogar ni bilo, ki bi se postavil po robu takrat tako imenovanim tajkunom, divji privatizaciji, torej lastninjenju, in se postavil v bran res malemu človeku po načinu lastninjenja, kot smo ga sprejeli, pa pri čemer je nenazadnje sodeloval tudi dr. Ludvik Toplak. Seveda so se stvari potem drugače išle v letu 1993 v smislu zakonodaje, ki je pomenila način privatizacije, kot smo ga imeli v Republiki Sloveniji. Verjetno, ne vem, nisem prepričan, bi slej ko prej takšno združenje moralo nastati, ampak meni se je zdelo že predolgo in predolgo, da se nihče tega ni podstopil. Potem je postalo jasno, da se kdo od pravnikov tega ne bo lotil, da se kdo od ekonomistov tega ne bo podstopil, torej se je tega moral podstopiti filozof, sociolog. Ne z ambicijami, kaj vse bo svojo kariero v življenju, ampak skušati povezati te ljudi, jim dati osnovne informacije in jim dati seveda moč in vpliv. Veseli me, ko vas vidim danes tukaj, da mi je, ne v takšni meri, kot bi se želel, ampak vendarle uspelo.
To je bilo v tem času storjeno, vse slovensko združenje malih delničarjev je postalo institucija, ki je danes reprezentativna, pripoznana ne samo doma, na vseh ravneh, tudi kot ste slišali v najeminentnejših gospodarskih družbah, kot je recimo Krka, kot sogovornik in partner, ne glede na to, da imamo včasih drugačne poglede, so se stvari premaknile, kot tudi povedano, v smer, kjer je več posluha za interese vlagateljev, manjšinskih delničarjev. Da ne bom predolg, seveda imeli ste priložnost videti, da tudi v mednarodnem prostoru smo vzpostavili ne samo trdne vezi, podporo za družbo, za skupnost kot je Slovenija, ki je v globalnem kapitalskem svetu in finančnem svetu in globalnem gospodarstvu do te mere neznatna, da mi lahko verjamete, je lahko edino res neposreden stik, odnos, prizadevanja, predvsem izhajajoča iz iskrenosti in tega, da stvari počneš dejansko točno tako, kot veš, da je prav, edini način, kako lahko pritegneš vse te ljudi, da te do te mere podpirajo, da so ne nazadnje danes prišli na dogodek, ki ga organiziram sam in navkljub temu, da to vedo, ne podpirajo tega samo oni, tudi konec koncev najeminentnejše družbe v Republiki Sloveniji so se temu podprle, čeprav gre zgolj za Kristjana Verbiča in ne več predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev. To mi daje misliti, da vendarle v tem času bilo narejenega veliko. Čaka nas še en dokumentarni film, že v študentskih časih sem ravnal na ta način in upam, da sem tudi, kar se vas tiče, naredil audicijo v tem smislu, da da mi ne bo dopuščeno, da se vsaj za nekaj časa res umaknem v drugačen svet, da si odprem tudi druge siceršnje, drugačne kanale razmišljanja, ne nazadnje več časa, bolj srčne stike tudi s svojimi najbližjimi, za kar doslej nisem imel dovolj časa, v prvi vrsti prav gotovo za svojo hčero Julijo, ki bo v kratkem stara 25 let, je te stvari spremljala in marsikdaj seveda mene ni bilo ali pa bila deležna moje nejevolje, drugačne energije, kot bi jo bila sicer lahko in bi si zaslužila, da bi jo imela od mene. To velja tudi za druge moje bližne in če me sprašujete, zakaj sem se tako odločil, odločil sem se sam po izdatnem razmisleku, mislim, da sem dosegel tisto, kar je bilo moč doseči, vse ostalo bi bilo samo še, seveda bi lahko nadgrajevali, peljali naprej, ampak vendarle so tudi druge stvari v življenju in nameravam se jim posvetiti, preko sem bil deležen tega vprašanja in s tem sklenem na novinarski konferenci, kaj vendar bom zdaj počel. Najprej si bom vzel čas za izdatnejši razmislek, za odklop vsega tega, v kar sem bil res izdatno, intenzivno in brez konec koncev vikendov, počitnic in podobnega vpet vsa ta leta, z vso odgovornostjo, ki sem jo res čutil neposredno za vse ljudi, ki so se vključili in pristopili v te ali one postopke v okviru VZMD-ja. To, če to jemlješ resno, mi lahko verjamete, je res velika peza. Je veliko breme, ker je ta odgovornost neprestano prisotna, poleg ostalih pritiskov, ki si jih deležen ob tem, če stvari delaš, kot sem prej omenil, tako kot veš, da je prav in ne podležeš raznim takšnim ali drugačnim mamljivim ponudbam, ki se v vseh pomembnejših zadevah seveda pojavljajo in so prisotne. Tako da, če sklenem s tem, prej sem potem odgovoril, to je bila trenutna domislica, da se imam namen posvetiti tudi vrtnarstvu, ker imam zelo rad paradižnike in nekako ne najdem več dobrih paradižnikov, kamorkoli grem iskat, ne po teh, ne onih tržnicah. Videli ste sami, da sem precej po svetu naokrog, težko je najti dober paradižnik. Torej, to je stvar, za katero sem se odločil.
In seveda vabljeni vsi tukaj navzoči, drugi prijatelji, sodelavci, ljudje dobre volje na dober domač paradižnik, ki ga bom vzgojil v kratkem. Tako da se veselim tudi srečanj ob odlični paradižnikovi solati in ostalih dobrotah. Lepo se imejte še naprej in komaj čakam, da tudi skupaj nazdravimo potem v nadaljevanju. Kristjan Verbič je v ta svet prispel 27. avgusta 1970 v Ljubljani in je ena tistih osebnosti, ki jih ni mogoče enostavno umestiti v kakršenkoli predal. Njegovo življenje je preplet neomajne družbene angažiranosti, intelektualne širine, ustvarjalne energije in osebne karizme. Že v zgodnjih 90-ih letih je kot predsednik študentske organizacije Slovenije postal znan kot prodoren, svobodomiselen in načelen voditelj. Bil je ključna figura pri ureditvi statusa študentov in mladinskih organizacij, uvedbi in zagotovitvi subvencionirane študentske prehrane ter ohranitvi ravni zdravstvenega varstva študentov. Pri tem pa je pokazal redko kombinacijo vztrajnosti, integritete in učinkovitosti. Po končanem študiju na Filozofski fakulteti, kjer je z odliko diplomiral iz filozofije, globalni trendi na pragu 21. stoletja in sociologije, socialna klima, je leta 1998 svojo karierno pot nadaljeval kot profesor na gimnaziji Ljubljana Šiška. Njegovo poučevanje filozofije, sociologije, državljanske kulture ter vzgoje za mir in nenasilje je močno zaznamovalo več generacij dijakov, saj je kot zahteven, a izjemno tovariški učitelj in mentor presegal okvir klasične učilnice. Z dijaki je vzpostavljal dialog na temelju spoštovanja, razmišljanja in aktivnega državljanstva. Med njegovimi takratnimi pobudami posebej izstopa dijaška iniciativa, ki je spodbujala mladinsko udejstvovanje in sooblikovanje šolske skupnosti. Telefonih, televizorih, ljudje, vsi se vračajo domov. Javna prisotnost Kristjana Verbiča ni ostala omejena na izobraževalno sfero. V kulturnem prostoru se je uveljavil kot pesnik in pisatelj s knjigo Luknja, ki je bila kasneje izdana tudi v Italiji pod naslovom Buko. Kot publicist je dosledno opozarjal na etične in strukturne anomalije slovenske družbe, dvakrat pa se je kot neodvisni kandidat podal tudi na parlamentarne volitve leta 1996 in 2004. Čeprav ni dosegel sedeža v državnem zboru, je s svojo neodvisno držo v politični prostor prinesel svežino, angažiranost ter prenekatere kritične in drugačne poglede, tudi s poudarjanjem sloge, skupnosti in odločnim nasprotovanjem vzpostavljanju konfliktne družbe. Podal se je tudi v znanstvene vode, bil govorec na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah s praviloma naravnost daljnovidnimi prispevki, kot na primer vloga Slovanov v Novi Evropi, filozofija športa, zaton patriarhata in reprodukcija identitet. Objavljal je tudi v dnevnem tisku, publikacijah in zbornikih ter leta 2005 magistriral z delom Motrenje globalnih družbenih procesov in razmerij. Zatem je izdal še obsežno interdisciplinarno delo Triumf informacijskega kapitalizma, ki še danes predstavlja izjemen prispevek k razumevanju večplastnih družbenih procesov in odpira nove poglede na prihodnost v kontekstu informacijskega kapitalizma. Posebno poglavje v javnem delovanju Kristjana Verbiča predstavlja ustanovitev in vodenje Vseslovenskega združenja malih delničarjev, v okviru katerega si je prizadeval za zaščito pravic malih vlagateljev in državljanov nasploh ter participacijo, transparentnost in odgovornost v gospodarstvu, tudi v širšem evropskem prostoru. Tako je aktivno prispeval k prebujanju civilne družbe tudi na področju kapitala in korporativnega upravljanja. V tej vlogi se je moral večkrat soočiti z institucionalnimi odpori in tudi z osebnimi preizkušnjami, vključno z medijskimi pogromi, pravnimi zapleti in obsodbami, ki pa so bile, včasih po več kot 10-letnih postopkih, na koncu vse odpravljene.
Kljub vsemu je ostal zvest svojim vrednotam in ni nikoli odstopil od prepričanja, da morata biti pravičnost in integriteta merili delovanja vsake družbe. Ob vsem družbenem aktivizmu pa se je najbolj prelomno in življenjsko bogato poglavje spletlo v zasebni sferi. S partnerko Michelle Anne-Marie Bastard sta avgusta 2000 dobila hčer Julija, ki je za Kristjana življenjska prelomnica. Njeno rojstvo je proslavil ob svojem 30. rojstnem dnevu z množičnim javnim dogodkom Verbičev oder za prijatelje, dvodnevnim kulturno-družabnim dogajanjem, ki je združil umetnost, glasbo, prijateljstvo in proslavljanje življenja. Oder za prijatelje je skozi leta postal tradicija, ki jo je Verbič ponovil tudi ob svoji 40. in 50. obletnici, vselej v duhu povezovanja, ustvarjalnosti in osebne refleksije. Julija ga je po eni strani umirila in osredotočila na vrednote, ki mu do njenega rojstva niso bile blizu. Po drugi strani pa je postala neizčrpen vir njegove ustvarjalne energije in volje do življenja. Še danes ga navdihuje in spodbuja, da ostaja dejaven kot pisec, pedagog, družbeni komentator in zagovornik svobodnega mišljenja. Kristjan Verbič je več kot javna osebnost. Je simbol človeka, ki si drzne misliti drugače, a ostaja trdno zasidran v stvarnosti in odgovornosti do skupnosti. Njegova zgodba ni le portret enega življenja, temveč odsev širšega boja za pravičnost, znanje, svobodo in dostojanstvo posameznika v svetu, ki se neprestano spreminja. Dragi gostje, spoštovane gospe in gospodje, še tem videom smo nekako sklenili ta večer, ne še čisto. Še enkrat bom povabila na oder Perota Lovšina, ker bomo pospremili zdajle Kristjana, toda ne brez zdravice za naslednjih 100 let in Peter Lovšin. To je nekaj čist novega, ki se je sva s Kristjanom ugotovila, da bi bilo mogoče za zaključek. Single bo šel šele čez 3 tedne, ampak danes lahko vošmo Kristjanu še 100 let naprej. Če ne on sam, pa njegovo delo. Tako se gre. Muzika. Danes imamo noč na svoji strani. Angel varuh naj ubrani. Luna si je govoril, zdajle bije po noči, zdajle mejta se lepo, jutri več ne veš, kaj bo. Jutri več ne veš, kaj bo. Zato zdaj me objem, kot nekod prej. Ja, zdaj me objem za 100 let naprej. Zato zdaj me objem,
Hvala lepa. No, ob vsem tem sem se seveda spomnila tudi na irskega dramatika in pisatelja Oscarja Wilda, ki je dejal, samo ena stvar je hujša od tega, da vas opravljajo, in ta je, da vas ne. Dragi Kristjan, zagotovo nisi povedal vsega, zagotovo nisi še rekel zadnje besede, vsekakor pa si imate vi, spoštovani in spoštovane, še veliko zapovedati. Ta večer smo seveda obdani s prijatelji, ki so naša luč in ki nas vodijo. Mogoče, Kristjan, še vprašam, sedaj, ko odhajaš na tuje, se boš kaj vrnil nazaj v Slovenijo? Ja, vsekakor, res, tudi jaz sem žejen, mogoče še bolj kot vi, tako da se veselim, da v kratkem uspemo na zdravci. Včeraj je bilo mišljeno, da imate na mizah že steklenice pa kozarce, ampak so nas dogodki malo prehiteli, skratka, prišli ste tako hitro, da ni bilo moč več servirati na mize, tako da sami ste si krivi, ampak glejte, kakorkoli že, bomo zdajle nadoknadili, obljubim. Tako, zdaj se začenja nekako še zaključni del pravzaprav, oziroma smo že pripeljali do zaključka vse skupaj. Ta večer smo torej obdani vsi prijatelji, ki so naša luč, ki nas vodijo, zato naj bo sonce, naj bo svetloba, naj bo luč in seveda naj reka luči zasveti na vsem svetu in naj Kristjanu žari na vsakem koraku v katerikoli dimenziji. Hvala lepa, Kristjan. In za zaključek seveda še Dominik Kozarič, ob dobri hrani in pijači pa nas bo potem spremljala tudi Kristjanova glasba. Hvala lepa za lep večer. Zdaj pa vrata zaklenite, pa vsi na mize. Dajmo. Pa skočiti. Kamorkoli greš, je mene bo vedno s seboj. Hočem, da veš, kjerkoli že boš, je tebe bo vedno s menoj. Reka luči mimo mene drsi, ko tiho pogrezam se v naročje noči. Nebo je skrilo izgubljene mi poti, le tebi uspelo pustiti v meni je sledi. Rad bi da veš, kamorkoli greš, je mene bo vedno s teboj. Hočem, da veš, kjerkoli že boš, je tebe bo vedno s menoj. Nekje nad oblaki, kjer se rodil je najin raj, zdaj vlada praznina, grad pepela in saj. Kako ne pozabim, kako izbrišem naj vse, kako naj strgam, kar si vsadila mi v srce. Rad bi da veš, kamorkoli greš, je mene bo vedno s teboj. Hočem, da veš, kjerkoli že boš, je tebe bo vedno s menoj. Rad bi da veš,
hvala. Zdaj pa pijanka. Hvala, lep večer še naprej.